začnemo. Dragi obiskovalci, veseli nas, da danes z nami v skupini Gen smo imeli v letu 2019 vrsto pomembnih dogodkov in danes smo tu, da vam predstavimo rezultate preteklega leta in načrte za prihodnjo obdobje. Z nami sta generalni direktor skupine Gen družbe krovne družbe Gen Energija Martin Novšak in poslovni direktor Danijel Levičar. Predajam besedo gospodu Novšaku, zatem poslovnemu direktorju, nato pa bo čas za vaše vprašanje. Izvolite. Dober dan, lep pozdrav vsem skupaj. Prav veseli smo, da ste se v takem številu udeležili. Mi pa imamo seveda tudi zanimiva sporočila za vas. Če ocenjujemo leto 2019, potem moramo najprej omeniti, da smo tudi v letu 2019 uspeli zanesljivo oskrbovati naše odjemalce z električno energijo. Slovenija je imela zanesljivo oskrbo in to, kar se skupine Gen tiče, z nizkoogljičnih virov, po konkurenčnih cenah in na okolju prijazen način. To je pravzaprav tista ključna dejavnost, ki nas je ponovno dala v vrh pravzaprav zanesljive oskrbe. Pri tem smo proizvedli v nuklearni elektrarni Krško, ki je obratovala stabilno, izvedla remont v najkrajšem času do zdaj, 5532 gigavatnih ur električne energije. Hidroelektrarne na spodnji Savi, predvsem na zgornji in na spodnji Savi skupaj so proizvedle 876 gigavatnih ur električne energije. Naj povem to, da je bilo prvih praktično 10 mesecev relativno nizka hidrologija, slaba in je relativno ugodna v novembru mesecu in pa decembru, tako da smo na koncu končali blizu pravzaprav dolgoletnega povprečja hidrologije, ki ga imamo predvidenega na reki Savi. Termoelektrarna Brestanica je imela 8 zagonov za potrebe balansiranja slovenskega energetskega sistema. Vsi so bili izvedeni kvalitetno znotraj seveda parametrov. Predvsej smo pa obratovali tudi za potrebe trga. To pa je pravzaprav prvo leto, da smo balansirali določene ure potrebe po električni energiji v Sloveniji in pa v širšem prostoru za potrebe trga in smo predvsem v oktobru predvsej obratovali z novo plinsko turbino za te potrebe. V lanskem letu smo, zaenkrat ocenjujemo, naredili nekje 2,2 milijardi evrov prometa in smo s tem pravzaprav utrdili položaj med največjimi poslovnimi skupinami v Sloveniji, lahko pa tudi rečem, da tudi v regiji. Izvedli smo za približno 100 milijonov evrov investicij v naših družbah in pravzaprav s tem se uvrščamo med najbolj investicijsko dejavne skupine v Sloveniji. Naš poslovni izid, govorimo o čistem poslovnem izidu skupine v lanskem letu, bo dosegel nekje 48 oziroma celo malo več milijonov evrov. To je dobro četrtina več, kot smo načrtovali. Naj povem, da so razlogi predvsem v dobrem delu naših ljudi, zaposlenih, visoki izobrazbeni strukturi, predvsem pa seveda veliki motiviranosti naših zaposlenih, visoki strokovni usposobljenosti, dobrem delovanju na širšem trgu, dobrem balansiranju tržnih razmer in seveda stabilnem obratovanju naših objektov. To so razlogi za tako doseganje planske, predvsem pa preseganje poslovnega izida skupine. Naša dodana vrednost na zaposlenega v skupini bo presegla 148 tisoč evrov na zaposlenega. Če omenim, v Sloveniji je povprečje gospodarstva tam nekje na nivoju 43 tisoč evrov na zaposlenega. Tudi to smo pravzaprav povečali vsaj za 8 tisoč evrov. Prihodki podjetja bodo znašali okoli 207 milijonov evrov, od tega bo čisti dobiček na nivoju 26 milijonov evrov, plan smo imeli 20 milijonov, tudi na družbi bo nekoliko višji. S tem pravzaprav bomo izpolnili vsa pričakovanja Slovenskega državnega holdinga za lansko leto in pravzaprav tudi ostale parametre, ki od nas zahteva Slovenski državni holding. Še enkrat poudarjam, da so pravzaprav naši rezultati temeljijo na skrbnem delu okoli 1400 zaposlenih v naši skupini, več kot polovica za visokošolsko izobrazbo, povprečna izkušenost preko 20 let in seveda to nam je
skupaj z podizvajalci, z njihovo kvaliteto dobave nam je osnovno pravzaprav temelj za delovanje naše skupine tudi naprej. Seveda pomembno je, da danes delamo ne samo za rezultate v letu 2020 in naprej, ampak predvsem tiste investicije in tiste odločitve, ki so potrebne za dolgoročno zanesljivo oskrbo v Sloveniji in tudi širše, tako kot so v preteklosti tudi drugi za nas naredili primerne odločitve. Toliko bi jaz imel okoli poslovanja, Daniel, pa ti še razvoj. Hvala. Hvala lepa. Tudi v svojem imenu bi vas prav lepo pozdravil, da ste se v takšnem številu odzvali na našo letno novinarsko konferenco. V skupini GEN smo se v preteklem letu smo tudi začrtali novo razvojno oziroma nadgradili razvojno pot za prihodnost. Skupaj z družbami v skupini smo pripravili nov razvojni načrt za naslednje 10-letno obdobje, na katerega smo dobili soglasje nadzornega sveta in jo sedaj v obravnavi na Slovenskem državnem holdingu. Zastavili smo si vizijo skupine GEN, skladno s katero želimo prevzeti vodilno mednarodno regijsko vlogo pri zanesljivi, varni, konkurenčni in nizkoogljični oskrbi odjemalcev z električno energijo. V skupini bomo še naprej zasledovali in gradili konkurenčne prednosti poslovnega modela, ki ga obvladujemo, in ta vključuje vertikalno integracijo, pomeni, da proizvedeno brezogljično električno energijo v naši skupini dovajamo tudi do končnih odjemalcev v obliki električne energije oziroma tudi storitev, ki jih razvijamo na naših družbah. V svetu prepoznavamo, pa tudi v Sloveniji prepoznavamo trend nove rabe električne energije, nove tehnologije, elektromobilnosti, proizvodnje toplote in hladu, ki povečujejo rabo električne energije. Kot odgovorna energetska družba se odzivamo s smelimi načrti, razvojnimi načrti na te trende. V letu 2020 načrtujemo za to okoli 150 milijonov evrov novih investicij. Projekti in razvoj družb bodo šli nekako tako. V nuklearni elektrarni Krško se bo nadaljeval projekt nadgradnje varnosti, kjer bo glavnina teh sredstev, investicijskih sredstev porabljenih. V družbi hidroelektrarne na Spodnji Savi se bo nadaljeval projekt izgradnje oziroma pridobivanja vseh dovoljenj za hidroelektrarno Mokrice, to je zadnja hidroelektrarna v verigi hidroelektrarn na Spodnji Savi. Savske elektrarne Ljubljana bodo nadaljevale in izvajale nakupe, vlaganje v male hidroelektrarne. Na termoelektrarni Brestanica se bo nadaljeval projekt izgradnje 7. plinske turbine, ki se predvsem uporabljala za terciarno rezervo oziroma za sistemske storitve, kakor smo pa opazili letos in je bilo tudi že rečeno, se v zadnjem času uporablja tudi za komercialne namene, kar je neka posebnost v dosedanjem času. Na GEN-I-ju bomo krepili vse tri stebre in oziroma tudi razvijamo nov steber poslovanja, se pravi poleg tradicionalnih stebrov trgovanja in pa stebra prodaje, krepimo, razvijamo tudi nove poslovne modele znotraj stebra storitev. Ena od takšnih pomembnih točk v preteklem letu je bil prvi poslovni model, ki je bil tudi implementiran, to je na področju elektromobilnosti. Gremo skupaj tudi v širitev portfelja prodaje, tako da smo ena od 3 družb, ki je oddala ponudbo Elektri Primorsko za odkup družbe E3. In pa seveda na sami družbi GEN Energija delujemo na projektu JEK2 in to intenzivno. Oporo pri tem nam nudijo tudi usmeritve in pogledi evropskih in svetovnih združenj, razvitih držav, kot sta OECD in pa medvladni panel za klimatske spremembe, pa tudi doslej opravljene ekonomske in druge analize. Zaznavamo en trend spremembe mišljenj glede
jedrske energije. Medvladni panel za klimatske spremembe med drugim prepoznava potrebo po jedrski energiji oziroma v potrebi mešanice, po kateri predvidevajo, da do leta 2030 bi se moralo glede na leto 2010 zvišati delež jedrske energije za vsaj 100%, do leta 2050 pa predvidevajo celo za 300% dviga te energije. Slovenija je, kakor ugotavljamo, priznana jedrska država in za dolgoročen vzdržen razvoj potrebuje nizkoogljično energijo, ki s svojo zanesljivostjo in fleksibilnostjo v kombinaciji z obnovljivimi viri energije zagotavlja učinkovit prehod v nizkoogljično družbo prihodnosti. Jedrska energija zato po našem mnenju mora pridobiti svoje mesto v vseh resnih strateških in akcijskih dokumentih, od nacionalnega energetsko-podnebnega načrta, energetskega koncepta Slovenije in pa tudi v podnebni strategiji. Z projekti in pa z našim delom seveda želimo nadgraditi naše poslovne rezultate, tako da pričakujemo in imamo sprejet poslovni načrt tudi za tekoče leto, za leto 2020, tako da, če razkrijem nekaj teh osnovnih parametrov čistega poslovnega izida, pričakujemo nekje na nivoju 54 milijonov evrov, upravljamo danes z približno 1,1 evrov sredstev, do konca leta naj bi ta številka se zvišala na 1,2 milijonov evrov, prihodkov na nivoju lanskega leta, nekoliko pričakujemo, da bomo te številke presegli, tako da naj bi bili s prihodki nekje na 2,4 milijarde evrov. Krepko pa dvigujemo dodano vrednost na zaposlenega, kjer ocenjujemo, da bomo prišli na nekje na 160 tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega in leto zaključujemo z 1440 zaposlenimi v skupini Gen. Toliko z moje strani in hvala lepa, da smo pa odprta za vprašanja. Izvolite. Vprašanje. Ima kdo kakšno vprašanje? Ali gremo kar vprašanje? Finance. V zadnjem okolju letu se nekako nakazuje, da Mokrice naj še ne bi bile do leta 2025 končane. Kakšna je vaša ocena? Opazili smo, da okoljevarstveno poročilo ni izdalo pozitivnega mnenja na ta projekt. Mi ocenjujemo, da je projekt hidroelektrarne Mokrice potreben in bomo še naprej izvajali aktivnosti na izvajanju tega projekta. Za sam NEPN tudi ne po tem prvem pregledu nacionalnega energetskega podnebnega načrta, in sicer zadnje verzije 4.1, tudi ne ocenjujemo, da je popolnoma zavržen ta projekt. Projekt je iz ukrepov, ga ni več med samimi ukrepi, vendar tudi NEPN sam prepoznava, da bo potrebno pri okoljevarstvenem soglasju oziroma pri teh okoljskem poročilu, da bo potrebno en ponoven premislek. Mi pa vsekakor v skupini nadaljujemo s tem, kajti hidroelektrarna Mokrice po našem mnenju odgovarja na vse energetske izzive prihodnosti, pomeni, je konkurenčen vir, po drugi strani je brezogljičen vir, to je tudi obnovljiv vir, med drugim se država zavezuje, da bo zviševala procent obnovljivih virov, tako da odgovarja na vse tri izzive slovenske energetike, in verjamem, da se bo država tudi odzvala na ta način s strateškim dokumentom. Mene zanima, če ste lani tudi še kaj delali na projekt 2, pa kakšni so načrti za letos?
Ja, projekt JEK2, tako kot sem že omenil, je projekt, na katerem intenzivno delamo. Imeli smo v preteklem letu smo imeli kar nekaj pozitivnih odzivov tudi strani, predvsem pa tudi strani predsednika vlade, ki prepoznava pomen te infrastrukture, ki jo Slovenija ima na jedrskem področju, se pravi, smo jedrska država, ki ima razvito regulativo, imamo razvit regulatorni organ, ne samo ta del, proizvodni del v nuklearni elektrarni Krško, ampak imamo na drugi strani tudi potem raziskovalni del, raziskovalno sfero dobro razvito, potem gospodarsko-industrijski del, ki podpira s servisi nuklearno elektrarno Krško in imeli smo, konec koncev imamo tudi zaloge urana. V nadaljevanju seveda bomo izvajali postopke, bomo sodelovali v pripravi vseh ključnih strateških državnih dokumentov NEPN-a. Ko pride v javno razpravo, seveda se bomo odzvali in podali naše komentarje, pripombe, prav tako pa tudi potem pri energetskem konceptu Slovenije in pa podnebnem načrtu. Naslednje. Jaz bi še nekaj okoli hidroelektrarne Mokrice. Mogoče so kakšna pričakovanja, kdaj bodo lahko začeli z gradnjo? No, mi bi radi začeli že včeraj, ne? Ja, to vem. Ne? Tako da je to ne bo jasno, mi kot energetska družba in skupina, skupaj s HES-om in tudi z našim partnerjem Holdingom Slovenske elektrarne imamo vse resurse pripravljene za izgradnjo Mokric, ne? Tako natančno vemo tehnično-tehnološke podatke, imeli smo že tudi razpise za opremo, imamo projektiranje narejene do te mere, da lahko nadaljujemo, imamo ljudi, ki to znajo, ne nazadnje imamo izkušnje iz Spodnje Save, ki je uspešen projekt, imamo tudi seveda denarne vire in to lastne denarne vire, da lahko speljemo ta projekt, ne. Za nas so Mokrice pomembne iz energetskega stališča tudi zato, ker je to zadnja elektrarna v verigi in s tem lahko vse te rezervoarje vode, nekje 1 meter po posamezni elektrarni, seveda še dodatno oplemenitimo za proizvodnjo preko hidroelektrarne Mokrice in povečamo ekonomijo cele verige. In to je tisto, kar že danes delamo za hidroelektrarno Brežice, kjer že danes pravzaprav smo večinoma časa obratovali, ker z gornjimi nismo mogli obratovati, z Brežičem smo, in seveda želimo to ekonomijo cele verige izkoristiti v celoti. Mi smo kot energetska družba seveda zainteresirani, da se to zgodi čim prej, seveda zaenkrat ne kaže, da bi to začetek gradnje bil pred, dajmo reči optimistično v jeseni letošnjega leta. Pa ste seznanjeni, kaj se dogaja v zvezi s tem okoljevarstvenim dovoljenjem, ki je bilo takrat zaradi zahteve tega društva odvzeto ali razveljavljeno? Je bilo že ponovno spet izdano ali zavrnjeno, ali se sploh kaj dogaja? Mi smo ravno 1 uro nazaj šli skozi ta postopek, kjer smo danes s tem, z seveda vodstvom HES-a. Jasno, da smo aktivni pri tem, da spremljamo to, vendar pa nekako ni dorečen postopek, po katerem postopku pravno formalno seveda zapeljati zadeve glede na naturo, glede na prevlado javnega interesa in tako naprej, tako da trenutno vam ne moremo zelo natančno povedati, kako bo postopek naprej potekal, ne. Dejstvo je, da je seveda okoljevarstveno soglasje razveljavljeno, ne. Sodniško razveljavljeno. Tako da ne znamo povedati točno, kako naprej. Niti mi, niti okoljsko ministrstvo, ne, in tisti, ki se s tem ukvarjajo, seveda. Koliko so pa okoljevarstvena društva dobila iz naslova priprave dokumentacije do zdaj že za Mokriško elektrarno? To bi bilo bolj vprašanje za HES, nimamo tega podatka, ampak jaz mislim, da direktno, ne indirektno, pa se vemo, da so ta društva seveda financirajo iz državnega proračuna. Bolj ko so nevladniki, bolj se iz proračunov financirajo ponovadi. Naslednje vprašanje, Peter Pavel. Ja, še malo pri Mokricah. Mogoče že kaj razmišljate tudi o planu B, če pa Mokric res ne bo. Kaj potem narediti s to verigo, kako jo optimizirati v tem smislu, da ste prej govorili? No, mi imamo v procesu tudi druge investicije, ne? Ampak mi nikakor ne bomo odostali od Mokric. Ne? Mokrice so daleč najboljša investicija danes v pipelineu, ne? In seveda želimo to kot verigo spojiti skupaj. Ne? Naslednji korak je srednja Sava, verigo spojiti skupaj
šele pol so kakšne druge manjše, bi rekel, hidroinvesticije. In to bi bilo dobro, da je tudi v slovenskih dokumentih kot strateška naložba države. Ne. Delež boljš kot pa vsi ostali, dajmo reči, alternativni ali pa obnovljivi viri. Ne. Seveda pa drugi blok jedrske elektrarne, ne. To je za nas pomembna strateška investicija regijskega značaja, ne. Regijskega. Vemo pa, da imamo pogodbo in gremo z plinsko elektrarno 53 MW v Brestnici, ta pa poteka in zaenkrat imamo vsa dovoljenja in vse pogodbe sklenjene, tako da bo to drugo leto, letos v jesen pravzaprav že v pogonu. Ne. Tako da najbolj zihar so te zadeve, ki se dogajajo v NEK-u, to se pravi varnostne izboljšave, zamenjava visokotlačnega dela turbine, plinska elektrarna Brestanica, ostale pa bolj okoljsko problematične glede časovnice. Ne. Glede druge nuklearke me zanima, delate samo na eni opciji, se pravi na velika, 1600, koliko se je bila predvidena, ali tudi kakšne manjše razprošene, ki so zdaj v trendu? Beležimo nove trende, razumemo, da se pojavljajo tudi te mali modularni reaktorji kot ena izmed opcij. Mi seveda, drugi strani, moramo razumeti, da samo komercialno izvedljive opcije so za nas danes opcije. Majhni modularni reaktorji, danes jih še ni komercialno zadobiti, jih ni na trgu. Vsekakor pa so zanimivi in bomo iz tega naslova tudi bomo spremljali razvoj teh projektov. Ocenjuje se nekako, da naj bi 2026. leta prvi takšen modularni reaktor v Združenih državah bil zgrajen in tudi kot neka referenčna elektrarna tudi postavljen. Konec koncev je pa za nas pomembno dejstvo tudi to, da lokacija Krško, energetska lokacija, je primerna z vso infrastrukturo, ki je pripravljena na tej lokaciji, se pravi od daljnovodov, do medija za hlajenje, je primerna tako za majhne kot tudi za velike enote. Ne. Tako da za nas bo pa vedno ekonomija obsega, jasno, bo vedno govorila v prid večjim enotam. Ne. Ampak kako se bo pa dejansko se bodo potem stvari razvile glede samega izbora oziroma dizajna, ki bi bil najbolj primeren za to lokacijo, pa je seveda predmet nadaljnjih investicijskih dokumentov oziroma razmišljanj na sami družbi. Te študije, ko so bile delane od geoloških in ne vem kakšnih, so bile samo za Krško lokacijo, ne za kje druge stvari. Mi bi si želeli graditi v Portorožu. To off the record. Zakaj? Zato, ker je tam lepo vreme, ne, pa to. Pa morje je, ne, pa tako naprej, ne, ampak realnost je prvič zaradi seveda lokacije, ki je poznana. Tudi moramo vedeti, da je seizmično vzhodni del Slovenije manj seizmično aktiven kot pa zahodni pa južni, ne. To je že en razlog. Drugi razlog je, da imamo izkušnje, da poznamo transportne poti, da poznamo seveda vse montažne in vse ostale logistiko, ki je potrebna. Imamo daljnovode in nenazadnje tudi porabnike električne energije v tem regijskem prostoru, če hočete, Zagreba in nenazadnje blizu Ljubljane. Tako da je to. Mogoče še to, no, kot dodatek, danes imamo na svetu več komercialnih ponudnikov jedrskih elektrarn, kot smo jih imeli še 10 let nazaj. Enostavno so izredno intenzivni pravzaprav novi ponudniki jedrske tehnologije, Kitajci, jasno, kar z dvema zelo, bi rekel, preverjenima rešitvema in tudi v praksi seveda preverjena. In pa tudi Korejci so intenzivni pri tem investiranju. Rusi so skozi bili intenzivni pri investiranju v nove enote. Tako dejansko je danes komercialno na razpolago več ponudnikov in nenazadnje tudi precej raziskav se dela na small modular reactors, ne, ki pa, kako je Daniel rekel, potrebujejo še verifikacijo v praksi. Ne. Za nas lokacija Krško ni nobenih omejitev, da ne bi šli na večjo ali manjšo enoto. Še eno vprašanje, so jutri šli za novega člana uprave ali ne? Kako, nisem dobro razumel? Boste do jutri dobili novega člana uprave ali ne? To je vprašanje za nadzorni svet. Naš akt omogoča.
mogoče enočlansko, dvočlansko, trenutno imamo dvočlansko upravo, ki moram se pohvaliti, da dobro deluje, da usklajeno deluje, da je koristna tudi za, rekel, dolgoročnost. Jutri bo nadzorni svet pač odločil, kar bo odločil, bomo videli. Mi se bomo temu prilagodili. Predlog pa je kaj? Že ime znano? Lahko nas pišete. Mi ne poznamo imen, vi poznate zgleda. Rekli ste, da ste v igri za nakup E3 družbe. Razmišljate še o kakšnih podobnih variantah, ki bi vplivali na resničnost plina? Mi razmišljamo korak po korak. Ta moment se je E3 nam je tudi iz naslova sinergijskih učinkov nam je najbližje z svojim sedežem v Novi Gorici, jasno, kjer imamo tudi GEN-I ima svojo poslovno enoto, nam je iz različnih razlogov, pa to je eden izmed njih, nam je sinergijsko najbolj ugodni. Z tega naslova in razlogov sinergijskih učinkov verjamem, da tudi lahko pripravimo oziroma da imamo eno od najbolj konkurenčno ponudbo. Tako da E3 je številka 1, potem pa se bomo odločili naprej. V vsakem primeru pa zaznavamo na GEN-I-ju, da smo to rast, organsko rast, ki smo jo v teh 15 letih rasti GEN-I-ja dosegli, da je to smo dosegli nek plato, tako da nam je z nakupom elektroenergije smo pridobili izkušnje, kako z akvizicijami se širiti na trgu, na slovenskem trgu, tako da nam je popolnoma logično, da ta način nadaljujemo, dokler nam pač varstvo konkurence in pa ti parametri to omogočajo, tako da z E3-jem jasno gremo naprej, potem pa dalje, kakorkoli. Mi pa nasplošno pa vedno gledamo vse priložnosti, ki se pojavljajo, vedno morata biti vsaj dva, eden, ki prodaja, eden, ki kupuje, tudi v širši regiji, tako da vedno se preverjajo možnosti, tako vstopa v določene investicije, kot seveda tudi nakupe deležev, vendar pa zaenkrat ni nekaj druga realnega v teku.